Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. V Sloveniji je v zadnjem obdobju vzniknilo več gibanj, skupin in iniciativ, ki izražajo nezadovoljstvo z razmerami v državi. Pojavile so se tudi napovedi in namigi o ustanavljanju novih strank, tri vidnejša stalniška gibanja, gibanja Vseslovenska ljudska vstaja, Odbor za pravično in solidarno družbo ter nekateri člani mreže za neposredno demokracijo so že včeraj napovedali ustanovitev nove politične stranke. Danes so to napovedali tudi člani iniciative za demokratični socializem. Prav tako se v zadnjem času precej špekulira tudi, ali bo civilna družba za pravično Slovenijo postala politična stranka. Predstavniki omenjene civilne družbe so seveda nocoj z nami, govorili bomo prav o tem in tudi o nekaterih aktualnih zadevah, ki so se zgodile prav danes, in sicer o sporočilih iz Bruslja in pa seveda o opozorilih Evropske ljudske stranke. Najprej lep dobro večer vsem skupaj, gospodu Lovru Šturmu iz Zbora za republiko, potem Nejcu Škofu iz gibanja Vseslovenske ljudske vstaje, gospodu Alešu Primcu, Civilna družba za pravično Slovenijo, in pa gospodu Dušanu Pirecu iz Odbora za pravično in solidarno družbo. Zdaj, mogoče bi najprej začeli, preden gremo seveda na te teme, z zelo zanimivim dnevom za Slovenijo, ki je pravzaprav bila znova pod drobnogledom, ker je Bruselj pravzaprav zaznal nek napredek. Evropska komisija je Sloveniji po pričakovanjih odredila ponoven poglobljeni pregled, a tudi ocenila, da je v zadnjih mesecih pospešila reforme in da dosega ključen napredek v bančnem sektorju. Poleg tega pa se je danes zgodila še ena zanimiva stvar. Evropska ljudska stranka je sprejela resolucijo, v kateri so zaskrbljeni, izražajo zaskrbljenost zaradi gospodarske situacije v Sloveniji. Sedanja vlada mora izpolniti vse obveznosti glede reševanja ekonomske situacije in zaposlenosti. Oboje je zelo zaskrbljujoče, pravijo, radi bi vam pomagali v teh težkih časih, smo vedno na razpolago za pomoč skupaj z SDS in skupaj z Janezom Janšo. Seveda izražajo tudi zaskrbljenost nad tem, da in upajo, da postopek, ki je v teku, to se pravi sodni proces, ne bo vodil izključitev Janeza Janše iz politične tekme. Prav tako pa apelirajo na v resoluciji Evropske ljudske stranke o situaciji v Sloveniji, pozivajo pravzaprav k hitremu sprejetju učinkovitih zakonov lustracije v vseh državah, ki tega še niso storile, ne. Zdaj, jaz predlagam, da bi mogoče najprej pogledali izjavo generalnega sekretarja Evropske ljudske stranke. Today we approved, I think, a fundamental resolution, and it was approved by absolute majority of all the family of the EPP, that all the EPP, we are together with our good friend and former Prime Minister of your great country of Slovenia, Janez Janša, and together with our party, Democratic Party of Slovenia, where in the constructive opposition we are working all together, always in the benefits of Slovenia. We are concerned, and in our resolution all the parties from the EPP we express that we are concerned about this judgment and in this condemnation in first instance for Janez Janša, and we expect that there will be a solution of this in this second instance that is going to be also seen in 3 months. We are also working worried about the economical situation in Slovenia. The actual government should do its duties concerning the economics, the employment, that worries all of us, and also from the PP we want to be always of help for the Slovenian people to overcome these hard times. We are always there for you, together with our party and together with Janez Janša. Videli smo izjavo. Zdaj naj povem, da je Evropska ljudska stranka največja politična skupina v Evropskem parlamentu. V njej so združene konzervativne in desnosredinske stranke evropskih držav. Njene članice so vse tri slovenske opozicijske stranke, SDS, Nova Slovenija in SLS, med njenimi člani pa je trenutno 14 predsednikov vlad in držav Evropske unije. Zdaj videli smo pač
podporo velikemu prijatelju Janezu Janši, polno podporo, zaskrbljenost, ampak vendarle zanimiva pa je tudi ta zahteva ali poziv k hitremu sprejetju lustracijskih zakonov v državah, ki tega še niso storile, in k njenemu preglednemu in javnemu nadzoru. Pa mi mogoče, gospod Šturm, vi ste verjetno bolj natančno seznanjeni z vsebino te deklaracije. Seznanjen sem toliko kot vi. Ravno kar je prišla v javnost, tako da kaj več o tem ne morem povedati. Lahko povem nekaj o zelo pomembni konferenci evropskih ustavnih sodišč, tistih, ki so bile iz držav, ki so nekdaj bile pod komunistično oblastjo. Ta konferenca je bila od 1. do 3. oktobra v Bukarešti, sodelovala je tudi Avstrija in na tej konferenci so govorili, oziroma glavna tema te konference je bila pravzaprav pregled, kako so se nove demokracije spopadle z dediščino preteklosti nekdanjega totalitarnega režima. In splošno prepričanje vseh teh udeležencev te konference je bilo, da gre za režim, ki je nesprejemljiv in da je seveda treba zelo skrbno pogledati, da se v taki drugačni obliki ne bi ponovil. Zanimivo ob vsem tem je nekaj stvari, da je ta konferenca, ki je bila zelo pomembna med pravniki v pravnem prostoru, pri nas pravzaprav neznana, da o njej, kot vidim, nihče ne ve. In gotovo je tudi ta konferenca in njene ugotovitve je imela svoj vpliv na današnjo odločitev, kot smo slišali, v Bruslju. No, konferenca je seveda tudi nedvoumno povedala, da je lustracija v pravosodju legitimna in upravičena. Za primer so povedali, da je v nekdanji vzhodni Nemčiji je od sodnikov, ki so bili sodniki leta 1889, 5 let kasneje, torej leta 1994, ostalo 9,2% sodnikov. Drugi so bili nadomeščeni z novimi sodniki. No, Nemčija je imela to srečno okolnost, da je pač nove sodnike lahko imela v preostalem delu države. Druge države si seveda takšne srečne okolnosti iz realnih razlogov niso mogle privoščiti. Zdaj, mogoče, gospod Jurjevec, ta resolucija, oziroma predvsem poziv na sprejem te lustracijske zakonodaje je seveda naletel na velik odziv že v Sloveniji. Mislim, da je poslanka Pozitivne Slovenije Jana Klasinc po sporočilu Evropske ljudske stranke, ki ga povezuje z današnjimi bruseljskimi ocenami Slovenije, in pravi, da medtem ko vlada Alenke Bratušek dela vse, da bi Slovenija rešila, da bi čim prej išla iz te težke finančne krize in da bi zagnala gospodarstvo, od evropske desnice dobivamo navodila o lustraciji. Zdaj, kaj pravite vi? Poslušajte, meni se zdi vse skupaj pretirano in tudi neumno. Lustracija ima en pomen, če jo udejaniš takoj, ko pride do padca enega režima. Kako se je zgodilo v Nemčiji? V vzhodni Nemčiji, jaz sem takrat bil na univerzi v Haliju in sem videl, kaj so naredili z univerzitetnimi profesori. Oni so jih, večinoma so jih ali poslali proč, ali pa so jih potisnili tako rekoč na stranski tir, poklicali kolege iz zahodne Nemčije, jih plačali po zahodnonemških parametrih, vzhodne Nemce pa hudo diskriminirali, ampak so vsekakor to lustracijo nekako odpravili. A bomo mi sedaj 20 let pozneje, to je eno generacijo pozneje, začeli z lustracijo? A se vam ne zdi popolnoma neumno in nespametno?
Ne glede, da se mi zdi tudi izredno čudno, da se tale predsednik ljudske stranke oziroma generalni sekretar ne bo karkoli, da se umešava v notranje politične zadeve ene države. Kolikor jaz vem, Evropska unija se ni umešavala ne v italijanske notranje zadeve, nisem nikoli slišal, da bi kaj ali podpirali ali kakorkoli govorili v prid Berlusconija, se niso vmešavali v madžarske zadeve in tukaj imamo pa zapravo en zelo nevaren precedens. Oni kršijo našo suverenost našega parlamenta. Tako da bi jaz ostro, če bi bil v vladi Bratuškove, bi ostro protestiral proti takemu nastopu. Gospod Primc, kako pa vi ocenjujete te današnja sporočila iz Bruslja? Mogoče potem bomo malo več tudi o Bruslju, o zaznavah Bruslja okrog ekonomske situacije, ampak vendarle, če gremo na to, kar je danes sporočila Evropska ljudska stranka. Kako pa vi to komentirate? No, jaz bi najprej želel vas nekoliko popraviti. Jaz danes tukaj nisem kot predstavnik civilne družbe za pravičnost Slovenijo, bi rad ohranil dobre odnose z vsemi 45 organizacijami. Vi ste me poklicali in sem razumel, da me vabite kot vodja civilne iniciative za družino in pravice otrok in v tem smislu sem tudi prišel sem. Potem dovolite, da se vam zahvalim in čestitam za to vašo oddajo, ki jo tudi sam večkrat spremljam. In se mi zdi, da pomembno prispeva k demokratizaciji našega prostora in odpira prostor dialoga, ki je v tej državi potreben. Jaz se bojim, da take oddaje, ko jo vi delate recimo na nacionalni televiziji, pa na Pop TV, ni mogoče. Tako da opravljate izjemno pomembno delo in vam za to čestitam in se vam zahvaljujem. Zdaj pa glede na vprašanje, jaz po naravi čutim tako, kot je rekel, po svoji naravi, kot je rekel gospod Pirjevec. Se pravi, tudi jaz ne želim, da se mi tujci umešavajo v notranje zadeve. Po drugi strani pa moramo vedeti, kdo so ti tujci. Se pravi, kdo so ti tujci iz Evropske ljudske stranke. Evropska ljudska stranka združuje v tem trenutku 14 predsednikov vlad v tej Evropski uniji. Še nekaj podpredsednikov vlad in še nekaj koalicijskih partnerjev. Se pravi, govorimo o daleč najmočnejši politični skupini v tem trenutku v Evropski uniji. In da se ne bi, bom rekel, preveč čutil o tem, kako nepomembni so ti ljudje, naj povem, da je od teh ljudi, prav od teh ljudi odvisno, po kakšni stopni se bo ta država zadolževala. Naj si bo pri komercialnih bankah, naj si bo pri tako imenovani trojki. Tako da jaz ljudi, od katerih je tako močno odvisna naša prihodnost, kot je od teh ljudi, ki so dali to izjavo, ne bi govoril na tak način, predvsem pa ne njihovih nasvetov jemal kot nekaj nepotrebnega oziroma nekaj, s čimer bi lahko dal vtis, da je to, kar delajo, celo, rekel, kot ste rekli, ena hudo vmešavanje v notranje zadeve in tako naprej. Seveda je vmešavanje v notranje zadeve, ampak na nek način je vmešavanje v notranje zadeve v zadevi, kjer so tudi sami že in bodo še očitno veliko bolj upleteni, kot so že sedaj. To moramo razumeti. Se pravi, jaz bi vzel ta njihova opozorila zelo resno. Vprašanje lustracije, ki ga predlagajo, jaz v tem kontekstu ne razumem kot vprašanje morale, etike. Ampak razumem v kontekstu prve točke. V kontekstu, da gospodarsko-finančni sistem, ki je pripeljal do stanja, v katerem je ta država, je več kot očitno neuspešen in izhaja iz nepravilno izpeljane tranzicije. In pač seveda oni ocenjujejo, da tisti, ki so to državo pripeljali na rob propada, ki so to državo pripeljali do točke, ko bodo morali oni poseči za svojo intervencijo finančno, enostavno ne morejo več voditi te države tako, kot so jo doslej. Tako jaz to razumem. Se pravi, jaz tega ne razumem niti kot, bom rekel, moralno vprašanje, niti kot, bom rekel, da hočejo za vsako ceno obraniti na oblasti Janeza Janšo, ampak predvsem, da želijo tej državi sporočiti, da gospodarsko-finančni pravosodni model, ki je državo pripeljal v krizo,
ne bo iz krize države popeljal in je pač potrebno na tem področju nekaj narediti. Tako bi jaz to razumel, dobro namerno. Sej ta 5. točka, v bistvu te resolucije govori, da poudarjajo potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu vseh državah članicah, v zvezi s tem pozivajo k hitremu sprejemu učinkovitih zakonov lustracije vseh državah članicah, ki tega še niso storile, kot tudi njihovo nedosledno izvajanje, poudarjajo tudi pomen preglednosti in javnosti nadzorovanja tega procesa. Pa je mogoče, gospod Nejc Škof, kako vi gledate na to zadeve iz gibanja Vse slovenske ljudske vstaje, predvsem v kontekstu v bistvu kritik na račun sodnega sistema? Mogoče. Jaz bi vsekakor podporil to, da želijo neko učinkovit sodni sistem. Tudi mi ga želimo, mislim, da vsi tukaj, ki smo. Slovenski sodni sistem je v zadnjih nekaj mesecih, potem, ko smo odšli na ulice, že dokazal, da je sposoben obsoditi določena kriminalna dejanja, ki so se zgodila v preteklosti. To smo videli recimo na primeru Hilde Tovšak in upam, da bomo videli tudi na primeru Janeza Janše. Vsekakor pa, kar se tiče lustracije, se mi zdi popolnoma nesmiselna, sploh potem, da smo 20 let po spremembi režima in da smo tukaj nove generacije, ki tudi nismo živeli v prejšnjem režimu. In zanima me tudi v bistvu, koliko je sploh dejansko še teh ljudi, ki so bili politično aktivni v prejšnjem režimu in so še sploh danes prisotni na političnem prizorišču. Jaz bi želel vprašati, na katero ilustracijo mi mislimo? Zdaj... Mislimo na ilustracijo starega režima socialističnega ali na ilustracijo tega 20-letnega režima, v katerem smo živeli? Jaz bi rekel, ilustracije od nas nihče nima pravice ne zahtevati, ne nam jo vsiljevati. Mi imamo še vedno eno parlamentarno demokracijo in po tej poti naš suvereni narod lahko naredi ilustracijo. Po tej poti, z volitvami, ne drugače. Tako je. Jaz bi samo prosil mogoče gledalke in gledalce, ali kako pravzaprav da sodelujejo v naši anketi, ali podpirajo pozive Evropske ljudske stranke za ilustracijo, da ali ne. In seveda vabim gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši oddaji, lahko postavijo vprašanje našim gostom ali pa svoje mnenje, seveda na kratko. Me zanima režija, če imamo mogoče koga na liniji. Medtem, ko čakamo, bi pa še sam mislim, da imamo nekoga. Takoj bom dal gospod Šturm. Dobro večer. Dobro večer. A se slišimo? Dobro večer. Dobro večer. A se slišimo? Dobro večer. Mislim, da je malo nekih tehničnih težav. Zdaj, izvolite, sej več replike. Vino, da smo slišali dve različni mnenji o tem, pri čemer je poudarek na tem, da je ilustracija po 20 letih, da je težko izvedljiva. Jaz bi rekel, da se v nekem smislu lahko tudi strinjam s takim mnenjem, vendar me pa bolj zanima, kakšno je pa vaše mnenje o tem, da je ilustracija ustvarno upravičena in legitimna. Namreč to je bilo pa mnenje, ne smemo tega prezreti, ne samo Evropske ljudske stranke, ampak tudi ustavnih sodišč. Jaz se sprašujem... To je pa seveda popolnoma drugo vprašanje od učinkovitosti izvedbe ilustracije. Kajti ugovori, ki so bili danes dani z dveh spoštovanih sogovornikov, so bili naperjeni, da pač gre za ukrep, ki je danes neučinkovit po 20 letih. Jaz bi predvsem ugotavljal, da smo mi v bistvu nekako plen baltskih držav, ki vsiljujejo to miselnost in to politiko. Oni so močno trpeli pod Sovjetsko zvezo in imajo eno veliko zamero do tistega režima, kar je tudi popolnoma upravičeno, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da so oni krepko sodelovali z nacizmom med drugo svetovno vojno in so tudi marsikaj zagrešili, recimo proti svojim Židom. To je ena zadeva. Druga zadeva, vi pravite, ilustracija je nekje opravičljiva. Toda, kateri od nas starejših
se kakorkoli ni kompromitiral s prejšnjim režimom. Oprostite, ampak jaz ne poznam vašega kurikuluma, mogoče ste najbolj svetel človek na tem svetu, ampak vi ste vendarle verjetno svojo kariero, svoje študije opravil v Titovi Jugoslaviji. Ali ne bi bilo mogoče primerno, da tudi vas lustrirajo na kakšen način? Ničesar takega, če ste me že vprašali, zaradi česar bi moral odgovarjati, da bi prišlo do kakršnekoli kršitve človekovih pravic, nisem storil in tudi nikdar nisem bil član nobene politične stranke v nekdanjem režimu. Tako da osebno to lahko povem. Kako ste pa svojo kariero napravil? Zelo uspešno na podlagi svojega znanja. Samo? Moja doktorska disertacija v tistih časih je bila taka, da ni vsebovala niti enega citata Marksa in Lenina, kajti za temo doktorske disertacije sem si izbral vpliv kibernetike na področju javne uprave. Izgleda, da ste bil ena svetla izjema, zaradi tega, kako vem, so večinoma ljudje, ki so hoteli narediti eno kariero, morali stopiti v partijo. Bomo takoj nadaljevali, ker so še replike, ampak bi prosil, mislim, da imamo nekaj klicev na liniji. Dobro večer. Dobro večer. Ja, dobro večer. Izvolite, ste v etru. Ja, se slišimo? Ja, se slišimo, kar izvolite, postavite vprašanje ali pa mnenje. Veste, jaz poslušalec iz okolice Ptuja. Ja. Jaz bi imel moje mnenje, ne. Veste, pri nas je šlo za dve zadevi po razpadu bivšega režima. Za razpad režima in za razpad države. In lustracija bi bila nujno potrebna. Vidimo, kaj se dogaja v sodstvu. Po mojem, predsednik Vrhovnega sodišča, gospod Masleša, in tudi državni tožilec, kako se že piše, vrhovni državni tožilec, ne sodita na to funkcijo. Ne, to so ostanki starega režima, da ne bo malo bolj hudoben, pa mu rekel, da so to ostanki stare udbe. Dobro. Hvala lepa za vaše mnenje. Hvala lepa. Izvolite, mislim, gospod Primc pa... Jaz sem hvaležen dr. Šturmu in dr. Pirjevcu, da sta začela enkrat na ravni svoje generacije načenjati vprašanja, ki se tičejo njihove generacije, in mislim, da ta razprava tja sodi. Ta razprava sodi med starejše ljudi, da razčistijo med sabo. Tisto, kar je problem, po mojem, te države, je to, da travme vseh strani, ki jih imajo predvsem starejši ljudje, obremenjujejo celoten narod in preprečujejo nek normalen razvoj te demokracije, da bi imeli normalne volitve, ker bi se normalni ljudje odločali, ali hočejo više davke, ali hočejo nižje davke, ali hočejo imeti učinkovito državo, ali hočejo imeti, bom rekel, zbirokratizirano državo in tako naprej. Pri nas se pa vsake volitve odločajo na podlagi partizanstva in domobranstva, kdo ima rad cerkev, kdo je nima rad in tako naprej. Tako da jaz bi rekel, te teme, ki sta jih spoštovana gospoda doktorja odprla, bi človek pričakoval, njih njuna generacija razčiščuje v nedogled, kolikor hoče državo. Država pa naj se začne racionalno obnašati. In jaz razumem, še enkrat povem, ta poziv Evropske ljudske stranke kot glas k razumu, glas k prekinitvi modela, ki se je izkazal dokazano za neuspešnega, kot svoj glas, se pravi njihov glas, da v tak model, v kakršnem zdaj živimo v Sloveniji, svojega denarja ne bodo vlagali, posebej ne bom rekel v smislu kakršnega koli reševanja naših problemov, če smo pa pripravljeni seveda sami narediti najprej svojo domačo nalogo, potem pa seveda razumem, jaz to sporočilo, da bodo tudi oni naredili vse, kar je v njihovi moči, in to tudi od njih pričakujem mimogrede. Pričakujemo obrestne mere pod 4 in celo po 3%, če bomo upravili svojo domačo nalogo, in to ne od trojke, ampak od komercialnih bank, ker to lahko zagotovijo. Se pravi, jaz računam, da ti gospodje povejo, kaj od nas pričakujejo, in da njihova beseda toliko velja, da potem tudi vemo, zakaj to delamo. Jaz se strinjam, gospod Pirjevec, da v tej državi moramo biti ponosni in tako naprej. Hkrati pa sem prepričan, da želimo biti ponosni v nekem sorazmernem blagostanju in blagini, ne pa v lakoti. In način, po katerem sedaj gremo, nas pelje skoraj da dobesedno tja. Tako da jaz bi si želel v resnici, da bi se trezno razmislilo o tem pozivu, ki nam je lahko všeč ali pa ne, in da bi na nek način poskušali iz njega izlušiti najboljš, kar se da. Kar pa zadeva, samo še eno zadevo, primerjanja sodnega procesa
proti Janezu Janši in proti tajkunom in proti bankirjem, ki se sploh še začeli niso. Mislim, da je pa ta primerjava povsem neumestna. Enostavno jaz mislim, kot državljan, ni važno, ali imaš rad Janšo ali ga nimaš, ali si ga kdaj volil, ali ga nisi nikoli volil, ali ga celo bo neko ne maraš. Jaz mislim, da slovenski državljan, nihče si ne sme želeti, da bi Janez Janša na koncu bil obsojen. Ker če bi bil Janez Janša obsojen, pomeni, da je lahko vsak od nas v vsakem trenutku obsojen za karkoli. Ker na podlagi, če bi, ko bi, naj bi in tako naprej, ne smemo dovoliti, da je kdorkoli obsojen, pa ne glede na to nam je všeč ali ne. In v tem smislu se mi zdi recimo zelo korektna drža gospoda Krivica. On se ve, da ni velik podpornik Janeza Janše, vendar pa je objektivno kot pravni strokovnjak ocenil, da to, kar se dogaja v procesu proti Janši, enostavno je pravno nevzdržno. Gospod Firjevec, izvolite. O tem prepričani. Jaz vendarle mislim, da je naše sodstvo koliko toliko trezno. In se tudi sprašujem, ali zaradi tega, ker so tile gospodje v Bruslju rekli, da bi bilo treba Janeza Janša spet spraviti v politično igro, oziroma celo na oblast, moramo mi takoj reči ja. Oni pravijo, da EPP upa, da postopek, ki je v teku, ne bo vodil v izključitev Janeza Janše iz politične tekme. Lepo vas prosim. Jaz sem to, kar sem zdaj povedal še predno, so ti gospodje iz Bruslja se oglašali že 3 mesece nazaj. Izvolite, gospod Firjevec. Torej, mi bi morali reči yes, sir, ja, gospod, se ukloniti in narediti tisto, kar nam narekuje zunaj. Lepo vas prosim. Zdaj mogoče, gospod Škof, mislim, zanimivo je to stališče Evropske ljudske stranke, ki izraža zaskrbljenost v zvezi z obsodbo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše na sodišču prve stopnje, seznanjena je s pritožbo Janeza Janše na sodišču druge stopnje, ki bo, upamo, obravnavana v predpisanem obdobju 3 mesecev, opozarjajo, da sta zagotovilo poštenega sojenja ter domnevane dolžnosti temeljne človekove pravice, pričakujejo, da postopek, ki je v teku, kot sem rekel, ne bo privedel do izključitve Janeza Janše iz politične tekme, ampak zdaj vas sprašujem, glede na to, da je vse slovenska ljudska vstava pravzaprav nastala in glavna udarna os teh demonstracij je bila prav proti Janezu Janšu usmerjena. Kako vi gledate na to v bistvu? Ja, mislim, poročilo protikorupcijske komisije, ki je bilo objavljeno letos pomladi, Janeza Janšo bremenijo za 200 000 evrov sumljivo pridobljenih sredstev. In jaz mislim, da oseba, ki jo bremenijo nekega takega dejanja, je bila sposobna tudi v tej aferi Patria storiti to, kar mu je očitano. In upam pa, da bo slovensko sodstvo opravilo svoje delo korektno in neodvisno. Gospod Šturm, vi ste se javili že prej, mislim, da tukaj. Ja, seveda, gledajte, zelo resni pomisleki. Ob sodnem postopku v procesu Patria so se pojavili že zdavno, preden je Evropska skupina izdala to svoje mnenje, tako da nanj ni mogoče gledati kot na kakršenkoli pritisk na sodstvo in sodstvo ga tudi ne bo smatralo to mnenje kot nek pritisk na sodje. Sodišča bodo razsodila po svoji vesti in tako, kot vejo in znajo. Samo nekaj je treba vedeti, da po mnenju pravne stroke je ta seveda sodba kot mimogrede, kot tudi stališče protikorupcijske komisije, ki je tudi v pravni presoji, o katerem bo tudi sodišče povedalo svoje, je sporno in pravno nevzdržno. Osebno, to je pa moje osebno mnenje, sem trdno prepričan, da bo tako mnenje protikorupcijske komisije padlo v naknadni sodni presoji in da bo padla tudi ta sodba prvostopenjskega sodišča. In prej, ko se to zgodi, bolje za slovensko pravosodje. Bolje. Kajti zelo neroden položaj pa bi nastal za razumevanje tega, čemur Evropa razume fair trial, pošteno sojenje, če bi prišlo recimo do potrditve te sodbe in mi potem više inštance, više ko so, više ko bi prišlo do razveljavitve, seveda teže bi bilo breme, ki bi ga moralo potem nositi slovensko pravosodje. Vmes se pa lahko zgodi še nekaj, na kar pa bi želel danes posebej upozoriti, kar bi bilo pa nepošteno. Mi vsi vemo, da so
podpisali letos svečano zavezo državljanom, nam državljanom, predsednica vlade, pravosodni minister in predsednik Vrhovnega sodišča. O rokih, v kateri morajo biti sodne zadeve rešene, in ta rok za odločene na višjem sodišču, kjer je zdaj se rešuje pritožba, je 3-mesečni. Torej, pričakujemo lahko, bom rekel, razsodbo najkasneje v januarju prihodnjem letu. Če ne bo prišlo do razsodbe takrat, bo dvom zelo velik. Zelo velik bo pa dvom tudi takrat, če bi se zgodilo, da višje sodišče ne bi odločilo o stvari, ampak bi recimo iz takega drugega razloga zadevo razveljavilo, jo potem ponovno poslalo na prvo inštanco, bi se zadeva na prvi inštanci spet ne vem kako vlekla v nedogled in bi vmes zadeva zastarala. To bi bilo pa mučno, nespremljivo in to se nikakor ne sme zgoditi. To je verjetno povezano tudi z evropskimi volitvami, ampak zdaj recimo zanimivo je to, v maju 2013 je Evropska komisija poudarila, da je stanje slovenskega pravosodnega sistema nezadovoljivo in slovenski vladi naložilo vrsto konkretnih ukrepov, ampak glede na tega konkretnega pa recimo Janja Klasinski je danes popoldne kot predsednica odbora za zunanjo politiko pravi, da jo skrbi pričakovanje Evropske ljudske stranke, da se bo obravnava na drugi stopnji v primeru Janše odvila v predpisanem roku 3 mesecev. Naše pravosodje tega roka ne pozna, tisti, ki so jim to prišepnili, imajo napačne informacije ali pa so to naredili namenoma. No, potem, spoštovana gospa poslanka, očitno zaveza državljanom, ki jo je podpisala predsednica vlade, za katero je zdignila svojo roko ob izvolitvi, in ki jo je podpisal pravosodni minister te vlade in ki jo je podpisal predsednik Vrhovnega sodišča, ne pozna. Dobro. Jaz bi na tej točki, bomo nadaljevali seveda z drugimi temami, tudi ki smo jih napovedali, jaz bi na tej točki predlagal, da naredimo kratko pauzo, pogledamo glase, pa nadaljujemo takoj po glasih. Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Moram zavedati, da ni kdorkoli. Je v tem trenutku lider opozicije v smislu, da njegova stranka že nekaj časa zaseda prvo ali drugo mesto med parlamentarnimi strankami in je na nek način zelo resen pretendent za to, da bi bil predsednik naslednje slovenske vlade. In jaz moram reči, da me skrbi, če bi gospod Lukšič postal predsednik slovenske vlade, glede na to, kako sedaj pljuva dosti grobo po svojih bodočih kolegih. In če si predstavljam, da bi se ta človek šel pogajati v Evropo o naših gospodarskih perspektivah, o naših zadolževanjih in tako naprej, moram reči, da me skrbi, kakšne cene zadolževanja bi ta človek dosegel. Jaz se bojim, da tega človeka poslati v pogajanja zdaj s temi ljudmi, ki jih tako pluva, je zelo blizu norosti. Tako da, gospod Lukšič, jaz upam, da se bo za te izjave upravičil in nam s tem, kot državi, omogoča neko normalno življenje v primeru, če slučajno kdaj postane predsednik vlade, ker sicer se jaz bojim, da bomo res lačni ob takih izjavah, če bo z njimi nadaljeval. Zdaj ne povem, da seveda stranke LDS, Zares, potem Državljanska lista, stranka SD, oni so seveda združeni v zavezništvo socialistov in demokratov, SND, Pozitivna Slovenija pa še ni sprejela odločitve, kateri politični skupini se bo pridružila. Tudi stranka Desus ne pripada dobeni skupini, medtem kot sem rekel, stranka DL, LDS, Zares so članice zavezništva liberalcev in demokratov, stranka SD pa zavezništva socialistov in demokratov, ampak zdaj mogoče... Tisto, kar sem jaz hotel povedati, je, da ni pomembno, kaj v tem trenutku mislijo niti predsedniki teh naših strank. V tem trenutku smo v Sloveniji v situaciji, da smo dolžni ogromno denarja, ki ga ne moremo vrniti in še celo za lastno tekočo porabo nimamo zadosti lastnih virov in se moramo tudi za to sposoditi. Če hočete, sposoditi se moramo za to, kaj bomo dali jutri v usta. Se pravi, ni tako zelo pomembno, kaj te naše stranke mislijo o teh stvarih. Bistveno bolj pomembno je, kaj tistih 14 predsednikov vlad misli
o Sloveniji in to z vidika našega jutrišnjega kosa kruha, naše jutrišnje penzije in prihodnosti naših otrok. Zato se s takimi izjavami, kakršna je bila izjava dr. Lukšiča, kot vodje opozicije ni zaigrati. Če gospod Pirjevc to govori, ki je vprašanje, če bo kdaj v parlamentu sedel, to ni tako hudo. Ampak če pa vodja opozicije to govori, je pa to... Lukšič igra opozicijo, je pa vodja... Še celo tako... Vlade, ne? A vidite, kako me je prepričal, da celo me je prepričal, da je vodja opozicije. Se pravi, vodja najmočnejše stranke v tem trenutku po javnih mnenjih v državi, ne, tako govori, je pa to zelo, zelo velik problem. Dobro, zdaj, glede na to, da vas je, mislim, mislil še nekaj vprašati, ampak bom vendarle, neki izziv je bil, gospod Pirjevec, kakšne so vaše politične ambicije oziroma ambicije te stranke, ki je bila pravzaprav včeraj napovedana in je na nek način razdelila tudi to vse slovensko ljudsko vstajo. Kričač je ostal zunaj, medtem ko so se pač tri skupine združile in napovedale, da se bodo zdaj naprej borile ne samo za protesti, ampak tudi za političnimi sredstvi. Ja, no, če me sprašujete o mojih političnih ambicijah, bi dejal, da želim sodelovati v tem političnem diskurzu v Sloveniji, zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba da je treba ustvariti eno novo politično kulturo pri nas. In mislim, da lahko pač nekaj v tem smislu povem. Kar se tiče pa naše stranke, je očitno, ona se bo pojavila na volitvah in bo težila k temu, da si pridobi čim več glasov, da pride v parlament in da oblikuje eventualno tudi bodočo vlado. To se pravi, zdaj, če nam lahko mogoče še gospod Nejc Škof malo bolj pojasnite, ker vi ste praktično mogoče vas toliko ne poznajo kot v javnosti, ampak vsaj koliko sem seznanjen, ste odigrali zelo pomembno vlogo pri tem staniškem gibanju, oziroma pravzaprav prepričevali te ljudi, ki so danes frontmeni tega, da naj začnejo z demonstracije. Če sem prav obveščen, gledajte, ne vem, v bistvu ne mislim. Jaz sem decembra meseca, takrat, ko so začele te ljudske vstaje, v bistvu pozival, da se vstajniki združimo v nek odbor, takrat smo ga poimenovali odbor Vse slovenske ljudske vstaje in bo ta odbor poskušal privabiti ljudi, ki sem jih opazil na demonstracijah, ki so se mi zdeli zanimivi in pa seveda tiste ključne strateške partnerje, torej Facebook skupine, ki so nastale v tem času. Kaj se je pa včeraj zgodilo, mislim, z to napovedjo v bistvu stranke, mislim, kdo je zdaj se priključil? Ja, odbor za pravično in solidarno družbo se je, v bistvu ne, mislim, podpira to ustanovitev stranke, kaj pa ostale, Mreža za demokracijo in mislim, da... Mi smo stranko napovedali skupaj z odborom za pravično in solidarno družbo in z Mrežo za neposredno demokracijo. S tem smo pa pri delu vstajnikih zgubili neko zaupanje. Jaz mislim, da to je zato, ker slovenska politika je osovražena, pri ljudeh ne vzbuja zaupanja, zato tudi razumem pomisleke nekaterih vstajnikov. Naše mnenje pa je vendar, da brez alternative sedanji politiki ne moramo pričakovati nikakršnih sprememb. Na stolčkih se zadnjih 20 let presedajo eni in isti obrazi, ki so tako močno vpeti v sistem, da ga ne morejo in ne želijo spremeniti. Parlamentarni demokraciji pa je edina možnost, da to preprečimo oblikovanje politične stranke in nastop na volitvah. Jaz mislim, da imamo še nekoga na liniji. Dobro večer, se slišimo? Dobro večer. Ja, izvolite, ste v oddaji. Ja, to je vprašanje, zanimiva debata. Rad bi vprašal, zakaj ni gospoda Lubeja iz Novega mesta tukaj, ne? Debata je zanimiva, vendar samo v bistvu tistega, kar bi želeli, mi vstajniki tega pa ni, ne? Dobro, ja, jaz moram povedati, da smo gospoda Lubeja povabili, danes ni imel časa, da bi se udeležil te oddaje in je pač predlagal, da pride gospod Nejc Škof, v bistvu tako, da smo prosili gospoda Lubeja, da pride sem in da pač pojasni zadeve, ker mislim, da je vendarle včeraj je ta pobuda, ki je prišla, je zanimiva, v bistvu, ne, mislim, ne. Zdaj, zakaj, kaj mislite, kako se bo pa zdaj, v bistvu, ta del, ki je kričač, oziroma ta del, ki je ostal zunaj, kaj se bo zdaj s tem delal, to se pravi, bo vse slovensko vstajništvo gibanje bo
vse slovenska ljudska vstaja bo delovala po dveh linijah, ali kako v bistvu ne? Kričač je včeraj tudi v tem sporočilu za javnost napovedal, da bo podprl politično alternativo, ki se bo zavzemala za neko pravičnejšo, bolj socialno, bolj solidarno družbo. Bodo pa ostali na ulicah, tako kot del gibanja VLV, ki bo ostal na ulicah. Mi bomo še naprej hodili na demonstracije in še naprej bomo poskušali tudi po tej poti vplivati na spremembe v slovenskem političnem prostoru. Ampak upam, da ne boste več metali granitnih kock pa obešali luck. Mi nikoli nismo granitnih kock metali, mi smo se zmeraj zavzemali za neke mirne demonstracije. Pa ste obsodili tiste, ki so to delali? Vsekakor smo obsodili te ljudi. Ni bilo zaznati. Kaj pa to vprašanje do Evrope, mislim, vsaj na teh demonstracijah je bilo, ker smo prej govorili pač o Evropski uniji, o reakcijah Evropske unije, ne, zdaj precej je bilo teh celo pozivov, da se razmisli o izstopu celo iz Evropske unije, ne vem, kaj pravite. Ja, mi nekemu divjemu kapitalizmu, v katerega drsi Evropa, nasprotujemo, ampak se zavedamo, da smo zaradi odvisnosti od evropskih trgov v njega močno vpeti in da sami tu ne moramo veliko spremeniti. Verjamemo pa, da bo za večje spremembe nujno povezovanje s sorodnimi gibanji in strankami v Evropi. Zdaj, mislim, to vprašanje Evrope se mi zdi, pomembno, ne, ker neka debata danes je ta iniciativa za demokratični socializem je precej kritičnih izrekla na račun Evrope. Meni je žal, tudi Luko Meseca smo povabili, ampak žal ni hotel, oziroma ni mogel priti, ne. Zdaj me zanima, kako ocenjujete, ne vem, mogoče gospod Pirjevec pa gospod Primc, kako ocenjujete inicijativo za demokratični socializem, ki prav tako napoveduje, da bo postala politična stranka, ne. Oni pač predlagajo nek svoj način reševanja te krize, ne. Zdaj lahko bi našteval. Ja, če lahko jaz rečem, bi rekel, da je popolnoma legitimno. Jaz bi seveda želel, da bi prišlo do ene sinteze teh različnih vstajniških skupin, ampak če nekdo misli, da ima dolžnost, pravico in pač priložnost iti svojo pot, naj gre svojo pot. Zdaj, mogoče, gospod Primc, če se vendarle, to je bilo precej debat, ne, o tem demokratičnem socializmu, ne, v tem času od lanskega leta pa do danes. Ne, kaj vi pravite, ne? Zdaj oni pravijo, da je treba zaustaviti politiko zategovanja pasu, je treba po mnenju te iniciative ustaviti in spostaviti tako imenovano pravično davčno reformo, tako da bi vsak posameznik v državni proračun in socialne blagajne prispeval glede na ves svoj dohodek, ne glede na vir, rešitev vidijo v integralni dohodnini in prispevni osnovi, ki bi zajemala vse dohodke posameznika, da bi vsak prispeval po svojih zmožnostih. To je ena od teh njihovih. Jaz moram reči, da spoštujem čisto vsakega, ki se vključi v javno debato in je pripravljen nekaj v tem javnem prostoru narediti. Pa ne bo z leve, z desne, nema take pa drugačne ideje, ne glede na to, če se z njim strinjam ali se pa ne. In izrekam spoštovanemu kolegu Škofu veliko priznanje za vse to, kar so v Vseslovenski ljudski ustavi naredili v določenem obdobju, opozorili na določene pomembne probleme. Jaz se ne čutim nič prikrajšan, mislim, da to omizje nič ne zgubi, če je tukaj le gospod Škof in ni gospod Lubej, ker je dejansko, sem tudi jaz zvedel, gospod Škof bil izjemen motor tega gibanja, tako da spoštovanega gledalca lahko tudi v tem smislu, kar se mojega občutka pomirim, da imamo kompetentnega človeka z vidika Vseslovenske ljudske ustave. Absolutno, glede na informacije, ki jih imam. In tudi ne bi želel konkretno se spuščati v njihovo delovanje. Jaz sem precej aktiven in se mi včasih prav smešno zdi, kako se ljudje, ki popolnoma nič ne poznajo nas, ki ne poznajo našega ustroja, ki ne poznajo praktično našega načina delovanja, zelo pametujejo o nas. Tako da jaz se v to skušnjavo ne bom spuščal, bi pa želel nekaj povedati o teh splošnih tezah, kapitalizem, da ne, Evropska unija, da ne, varčevanje, da ne. Jaz mislim, da se moramo zavedati vsi, ki živimo v tej državi,
da smo v situaciji, ko smo zavozili in si moramo to priznati. To je prva stvar. Druga stvar, priznati si moramo v tem trenutku, da smo si nakopali izjemno visok dolg, ki ga bomo morali na tak in drugačen način vrniti. In jaz mislim, da je prva stvar, ki se moramo sprijazniti, da tega drugače kot z delom, se pravi, da bo delo spet postala vrednota in s tem, da bomo stopili skupaj in končno enkrat začeli vsi delati za to, da bomo šli v isto smer, ne bo šlo. Dokler tega dogovora in tega splošnega razumevanja stvari ne bo, se bojim, da bo šlo samo še slabše in bojim se, da še nismo na dnu. To je prva stvar. Varčevanje da ali ne. Glede na to, da porabimo bistveno več, kot ustvarimo in glede na to, da imamo dolgove, si jaz ne znam predstavljati, kako bomo lahko drugače šli kot z varčevanjem. Seveda, druga možnost je veliko več ustvarjanja, ampak v vsakem primeru bo potrebno, po mojem mnenju, še nekaj časa zategovati pas. In kdor tukaj govori, da tega ne bo potrebno, po mojem mnenju bi bilo treba od njega pričakovati in zahtevati, da pove, kako pa drugače, če ne tako. Mi smo imeli neko opozicijo pred kratkim, ki je govorila, da se mora varčevanje in zategovanje pasu ustaviti in da imajo alternativo. Sedaj, ko so na oblasti, kažejo, da ne znajo drugega kot zategovati pas. Tako da jaz bi rekel o tem, da varčevanje da ali ne, mislim, da ni vprašanje. Mislim pa, da je veliko vprašanje in stvar, ki pa jo je treba doreči, da je to varčevanje pravično. Se pravi, ne da bodo eni varčevali do tega, da bodo umirali od lakote, drugi bodo pa bogateli na njihov račun. In žal moram reči, da v tem trenutku ocenjujem in mislim, da je tudi splošno mnenje v javnosti tako, da se varčuje, ampak da se mnogo bolj varčuje na tistih, ki imajo malo, kot pa na tistih, ki imajo veliko oziroma ki so povzročili krizo. Tisto, kar ljudje pričakujejo, po mojem mnenju, je, da milijarde, ki so bile izčrpane iz slovenskih bank, pridejo nazaj. Kaj je bilo na tem narejeno? Nič. Ljudje pričakujejo, da bodo ljudje, ki so se okoristili, denar vrnili. Ljudje... Moram nehati. Ne, če dovolite, bom takoj dal, še imamo en klic gledalke, ki že nekaj časa čaka, pa dobro večer, bom takoj dal besedo. Izvolite, dobro večer, ste v oddaji Vroči stol, izvolite, če imate kakšno vprašanje ali pa mnenje. Ja, izvolite. Večer, Marija iz Ljubljane kličem. Jaz bi pa gospoda Škofa ali pa gospoda Pirjevca, mogoče pa tudi gospoda Šturma, ki je strokovnjak upravnega prava, vprašala, kaj je to demokratični socializem. Ali to pomeni nova državna ureditev, sprememba ustave, da bomo pač odprava strankarskega sistema, da bomo vsi spet, ne vem, kot v socializmu, da ni bilo prepoved strank ali kakorkoli. To mene zelo zanima, kaj pod to ureditvijo se skriva, skratka, ja. Hvala lepa, lahko noč. Hvala lepa, seveda žal ni, mislim, avtentičnega predstavnika, zdaj nocoj nimamo te iniciative za demokratični socializem, ne, ki pač napoveduje politično stranko, ne. Še prej pa bodo po Sloveniji predstavljali program javnosti skozi politično razpravo, ne, zdaj, ne vem, mogoče vendarle, gospod Šturm, glede na to, da je... Ja, glede na programe, ki smo jih slišali, bi to pravzaprav pomenilo neka vrsta restauracije sistema, v katerem smo živeli po drugi svetovni vojni, do vstopa v svobodno demokratično družbo po prvih svobodnih in demokratičnih volitvah leta 1990. Res se zdi, da jim dela za krivico za povedati po pravici, ker se oni proglašajo, jaz sploh nič ne vem o njih, ampak če se proglašajo za demokratične socialiste, pomeni, da očitno nočejo biti socialisti starega kova, temveč socialisti novega kova. Meni se zdi, da vendarle toliko etične poštenosti moramo imeti, da je čisto. Ampak, gospod Pilec, če ste mi že skočili v besedo, kot zgodovinar, pa vendarle tudi veste, da smo pri nas po vojni imeli tudi demokratično ljudsko republiko. To pa imate vi prav. No. Ja, mislim zdaj, če malo sam pač to, kar smo danes slišali, oni pravijo, da želijo pač predstaviti svoje programske izhodišča, s katerimi želijo vzpostaviti korenito družbeno-ekonomsko reformo, utemeljeno na neposredni demokraciji oziroma demokratičnem socializmu kot osrednjem organizacijskem načelu. Zdaj, mogoče, gospod Škof, vi bolj poznate tudi te skupine
Ja. Luka Juri, Urška Breznik in Anej Korzika, ne, ki so pač to predstavljali. Verjetno jih poznate iz vstaje. Jaz njih, mislim, osebno poznam Luko Mesca, vendar težko bi komentiral sam program njihove stranke, ker ga danes tudi še mi ni uspel prebrati, tako da njih ne bi govoril o tem. Jaz bi mogoče nadaljeval tam, ki sem prej končal. Izvolite, jaz se upravičujem, v bistvu, ne, mislim, gospod. Največji plačniki, dosedanji plačniki krize so družine, ki jim je bilo oduzetih na račun tako imenovanega varčevanja na leto v zadnjih 2 letih že 150 milijonov evrov. Se pravi, poleg vseh ostalih bremen, ki jih nosijo vsi ostali državljanki in državljani, so bili ljudje, ki imajo otroke, udarjeni dodatno še 150 milijoni evrov na leto. Poglejte, potem nepremičninski davek, koga bo najbolj udaril? Najbolj bo udaril spet družine, obrtnike, kmete, ne? In pa upokojence. Upokojence, ki so celo življenje gradili, vse prihranke vlagali v svoje nepremičnine, ki seveda danes imajo vrednost, oni pa ob majhnih dohodkih bodo mnogi izjemno težko zmogli ta nepremičninski davek. Tako da, se pravi, ko se pri nas sprejemajo ukrepi za varčevanje oziroma ukrepi za tako imenovan izhod iz krize, se vedno žal razmišlja o tem, kako vzeti majhnim in tistim, ki imajo malo, ne pa tam, kjer bi se lahko v resnici zajemalo z velikimi šaflami. Tako da jaz pričakujem, tako od te vlade, kot od vsake naslednje, da bo začela razmišljati o tem, kako bo jemala tam, kjer je veliko. In žal tega še nobena od teh vlad, ki so bile soočene z reševanjem krize, ni pokazala. In žal, moram reči, da tudi namenov v to smer ni. Tako da, jaz moram reči, da jaz bi bil bistveno bolj vesel. Jaz nisem noben človek, ki bi si želel krvi in želel, da bi neki tajkuni veseli na drevesih. Jaz bi si želel videti v Sloveniji nazaj njihove milijarde. In na tem ne dela država, seveda pa tudi na tem, da dobijo pravo sodbo, ki jim gre. Ampak predvsem mislim, da gre za denar, ki je šel iz Slovenije. Izvolite, gospod Šturm, pa gospod Pirjevec. No, s tem se lahko samo strinjam. Veliko premalo je bilo storjenega na tem, da bi tranzicijska omrežja, ki so sistematično črpale denar iz bank, to je bilo pravzaprav tako rekoč zastonjkarske posojilnice, da bi ta veliki plen tudi vrnilo. Namreč nekdanji član računskega sodišča, gospod Jakše, je nedavno povedal, da bi se dalo s skrbno analizo da ugotoviti tokove tega denarja in tudi ne ves, ampak pomemben del tega odtujenega premoženja vrniti v Slovenijo nazaj. Vendar moram pa vedeti še tudi to, gledajte, ko ste danes omenili najpomembnejše novice v Sloveniji, ste pa neko prezrli, ampak vam moram oprostiti, ker so tudi vsi drugi mediji prezrli. Nekateri so objavili zelo marginalno. Namreč to, da je Evropska komisija napoved za Slovenijo za prihodnji let glede padca domačega proizvoda in razpona gospodarstva povišala. Padec, ki je bil predviden na 1,6%, je po sedanji prognozi povečala na 2,5%. In to nas mora v tem trenutku vse najbolj skrbeti. Kajti ta vlada žal ni storila ničesar za razvoj gospodarstva in za gospodarsko rast. Za razcvet svobodne gospodarske pobude, kajti to je edino, kar lahko Slovenijo potegne iz krize, v kateri se je znašla. Da omogoči razmah podjetništva, da omogoči, da ustvarjamo nova delovna mesta in da se, tako kot so se druge evropske države vse izkopale iz krize, da se izkopljamo tudi mi, to da Slovenija se bo ravno nasprotno v prihodnem letu znašla v še hujši krizi kot današnja. Ko bo druga Evropa že v vzponu, bomo mi žal morali nositi posledice nerazumnih dejanj, ki so se zgodile po padcu Janševe vlade v letih 2004-2008, kajti ne smemo pozabiti, Janševa vlada je takrat javni dolg zmanjšala od 26 milijard na 22 milijard, na kar je prišlo do tega, da smo vsako leto povečali ta dolg za 2 milijardi in za prihodne leto pa napovedujo že nerazumljivo višino 70 milijard. Od 22 milijard leta 2008
ki ga je zapustila Janševa vlada, bomo prihodnje leto prišli na 70 milijard. To je izjemna in velikanska zadolžitev za naše otroke, za prihodne generacije. In ta razkorak, ta izguba je še zato toliko bolj boleč, ker ta denar ni šel v nove investicije, ni šel v nove razvojne načrte, ni šel v to, da bi mi omogočili prost pretok blaga in mednarodno kompetitivno slovenskega gospodarstva. Enostavno je bil potrošen. Jaz bi sam prosil na tej točki, če sam pogledamo na kratko glas, nadaljujemo seveda z aktualno temo, jutri je glasovanje o zaupnici vlade Alenke Bratušek, pa še o tem v zadnjem delu. Poglejmo glas. Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj zaključili smo z gospod Šturim je govoril o Evropi in v bistvu o kriterijih, ki bi jih morala Slovenija pravzaprav izpolniti. Zdaj, današnje poročilo komisije, čeprav je Slovenija že tretjič med 16 državami, ki po mnenju Evropske komisije potrebujejo poglobljen pregled, Bruselj vendarle ocenjuje, da je Slovenija v zadnjih mesecih pospešila reforme, pomembne za odpravo neravnovesij in da dosega ključen napredek v bančnem sektorju. Slovenija je sicer poleg Španije edina, za katero je komisija doslej ugotovila presežena makroekonomska neravnovesja, a svoje korektivne roke še ni stegnila, postopka proti državi ni sprožila. Čemu to pripisujete? Ne vem. Mogoče gospod Primc. Jaz moram reči, da v tej poplavi slabih novic ne bi širil nadalje slabe novice, čeprav tole o ponovnem znižanju napovedi za BDP-ja je zaskrbljujoče, ker to pomeni avtomatično toliko večjo proračunsko luknjo, se pravi, tudi Evropska komisija ne ocenjuje, da je naš proračun realen in tako naprej. Jaz moram reči, da se moramo Slovenci, ne glede na to, kako hudi časi so, obrniti naprej in enostavno začeti tako na ravni družine, posameznika in skupnosti razmišljati, kako bomo iz vsega tega izplavali. Jaz mislim, da druge nam ni. Jaz mislim, da noben od nas noče gazati po blatu še naslednjih 50 let, noben od nas noče ali pa ne bi rad zapustil te države in edina šansa, da kaj naredimo, je to, da naredimo skupaj in da skupaj stopimo. Tako da jaz bi si želel predvsem, in to pričakujem tudi od novih gibanj, mislim, da je to tista stvar, ki lahko oni prinesejo v prostor družbeni, tako kot mi, naša civilna iniciativa poskuša enako prinesti v prostor. Pravi, prostor dialoga, prostor iskanja rešitev, kresanja mnenj in ne zgolj in samo blokovsko delitev, kjer bomo eni in drugi na okopih in se ne bomo premaknili včasih zgolj in samo zaradi prestiža. Jaz mislim, da to je potrebno nehati tudi med drugim, ne samo, bom rekel, napačno izvedena tradicija oziroma to, da nismo izvedli ilustracije. Tudi to, da smo se postavili na dva bloka in da se streljamo, bom rekel, preko rovov in da ne stopamo na eden proti drugemu, je pripeljalo do situacije, v kateri smo. Tako da jaz mislim, da je potrebno celoten model 20 let obrniti in mislim, da je pravi model sodelovanja, dogovarjanja in iskanja skupnih rešitev, predvsem pa seveda tudi, da bomo v teh težkih časih znali prisluhniti ljudem, ki so najbolj ubogi. Mislim, da, gledajte, pa ne zaradi tega, ker bi bili tako dobri do teh ljudi, ampak ker enostavno, ker ko bodo ljudje enkrat imeli zadost, se tega nezadovoljstva ne bo dal krepiti. Jaz bi rekel, v interesu našega razvoja je, da se pritisk na najšibkejše preneha. Ker enostavno, če imamo mi 200, 300, 400 tisoč ljudi, ki nimajo več kaj izgubiti, se tega nezadovoljstva, če hočete revolucije, ne da več ustaviti. Mislim pa, da vsi vemo, da revolucija ne bo pripeljala nobenih pozitivnih premikov, kvečemu še težje bo, kot je. Tako da jaz bi želel, da revolucije ne bi bilo, želel bi, da bomo v tej državi vsi lahko kolikor toliko znosno živeli, stopili skupaj in da bomo dejansko skupaj ustvarili nove čase, ki bodo boljši. Mislim pa, da tega ne bo mogoče narediti brez naslednjih stvari. Spoštovanje dela. Poglejte, v zadnje leta pred krizo si bil nor, če si delal. Si bil nor, če si varčeval. Jaz mislim, da danes že vsi počasi poznavamo, da bo treba delati in da bo treba varčevati.
Potem naslednja zadeva. Mi smo ustvarjalni ljudi, bom rekel dobesedno, ali zatirali ali pa pehali v tujino. Jaz mislim, da to se mora nehati. Ljudem je treba dati možnost, da bodo ustvarjali, treba je prepustiti njihovo podjetniško inicijativo in treba jim dati možnost, da bodo ustvarjali nova delovna mesta in nove vrednosti. Ne pa tako, kot se zdaj dogaja z nepremičninskim zakonom in z novimi davki, ko dobesedno še tiste ljudi, ki imajo ideje in so pripravljeni nekaj delati, dobesedno silimo, če drugega ne, k razmisleku, da bi si poiskali drugo prijaznejše podjetniško okolje. Na ta način se bojim, da pač ne bo šlo in jaz verjamem, če tega ne bo razumela ta vlada, da bo razumela vsaj naslednja. Zdaj, zanimivo, ne? Mislim, to, kar ste govorili, zanimiva je ena analiza sociologa Frane Adama, ne? Ki pravi, ki ravno o tem govori in pravi, da se redko zgodi, da bi proteste organiziralo ljudstvo, kadar pa se zgodi, je boljše, da človek kam zbeži, saj gre takrat za revolucijo, vstajajo, kjer se ne izbira sredstva, ampak to v prihodnjih mesecih ni na sporedu. Izkristalizirati se mora neko gibanje, stranka, sindikati, za zdaj tega ni. In pravi, da je v bistvu to vstajniško gibanje vladi dalo precej manevrskega prostora, v bistvu tej vladi, o kateri se jutri glasuje o zaupnici predsednici te vlade. Ne? Kaj pravite, kako mogoče gospod Pirjevec, ne? A ste vi zadovoljni s to vlado oziroma s predsednico vlade? Jaz nisem zadovoljen seveda s to vlado, zato ker praktično nadaljuje politiko, kakršno je zastavil Janša. Brez Janše seveda, hvala Bogu. Ampak pravim, se strinjam z svojim sosedom, da tukaj predvsem ne smemo biti pesimistični. Jaz mislim, da ima vendarle naš narod še ene močne notranje vzgibe in da situacija ni tako slaba, kako jo mi vidimo, zaradi tega, ker dobro, so ljudje, ki so na robu, nažalost, življenjskega pač minimuma, ampak to ni velika večina Slovencev. Tako da je treba pa vsekakor paziti, da ne bomo uničili še tistega malo socialne države, kar je ostalo, nasprotno, da bomo pač to krepili. Jaz tukaj mislim predvsem, kar se tiče šolstva, kar se tiče zdravstva, vseh teh pridobitev, ki smo si jih skozi desetletja nekje ustvarili in ki bi bilo resnično zelo žalostno, če bi jih sedaj uničili in vrgli v koš. Zdaj, zanimivo, ne, Adam ne pričakuje, da bi se začeli protesti ljudi, ki so v veliki stiski, vse so razpršeni, številni pa pravi, pa se nimajo časa ukvarjati s tem, ker morajo preživeti in mislijo ne na preživetje. Morali bi se pojaviti neki demagog, ki bi jih peljal na ulice, ali pa ena od znanih oblik organiziranja. Za zdaj ne vidim, da bi kdo bil posebej zainteresiran za to, ker nikomu ni jasno, kaj bi bilo, če bi se uprl tej vladi. Tisti, ki so usmerjeni bolj levo, se bojijo, da bo prišel nazaj Janša. Oni bodo morda malo drezali, podobno kot danes, a se ne bodo lotili te vlade. Ne? Zdaj, kaj pravite? Mogoče gospod Škof? Ja, jaz pretiranih razlik med prejšnjo in zdajšnjo vlado ne delam. Slovenska politika je pokazala, da zna samo varčevati in obremenjevati prebivalstvo. Državna podjetja razprodajajo, namesto da bi odpravili razloge, zaradi katerih ta podjetja ne poslujejo uspešno. In mislim, da bi mogel biti interes prihodnje politike zagon gospodarstva. Dobro, mislim, da imamo še eno mnenje gledalke oziroma gledalca. Dobro večer. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, kličem iz Štajerske. Ja, izvolite. Bi pa želela vprašati, ves kompliment pošiljam iz Štajerske za vas, gospod Vodušek. Želela bi pa vprašati tega mladega gospoda Škofa, ki je pomagal pri teh demonstracijah in pa seveda tudi starost bivšega sistema komunizma, gospoda Prevca, da poveste, ali ima ni nič neprijetno v televiziji predavati o tem in naj poveste, kako se počutita pri vsem tem po enem letu, kam se je spravila Slovenija.
Ljudje danes nimajo osnovnih stvari, podjetja propadajo, nimajo ljudje plač. In ona dva filozofirata, oba, on kot mlad, neizkušen, shujskan od ozadja, to vsi vemo, ampak poglejte, spoštovana gospoda, vse Slovenci, ja nismo tako neumni. Nismo, imamo svojo glavo, poslušamo, beremo, poslušamo tudi tujino in prav jim damo. Hvala lepa. Narodiva manj, sram vaju je lahko, da tako zavajate Slovence, ki nismo neumni, imamo svojo glavo. Hvala lepa in lep večer. Hvala lepa. Mislim, zdaj predlagam, da ostanemo vendarle, do gostov, ki so bili pripravljeni priti, da ostanemo na nivoju, ampak mogoče gospod Škof, če boste odgovorili te gospe. Ja, v bistvu spoštujem vsako mnenje, vsak ima pravico do svojega mnenja. Mi na ulicah smo zato, ker si želimo boljše, bolj socialne, bolj pravične družbe in ne iz razlogov, da bi želeli hujskati ljudi eden proti drugemu. Dobro, zdaj, če se še vrnemo, mogoče vprašanju jutri glasovanje o zaupnici. Danes je ravno gospod Šušteršič, bivši finančni minister, objavil eno kolumno, kjer pravi 6 razlogov za nezaupnico proračuna. Prvi je ta, da bo letos primanjkljaj prevelik, potem drugi, da prihodnje leto bo primanjkljaj prevelik, tretji, stroški dokapitalizacije bank so podcenjeni, četrti, vlada je povsem ustavila konsolidacijo javnih financ, peti, gospodarstvo od previsokega primanjkljaja nima nobenih koristi in šesti, državam, ki spoštujejo proračunske omejitve, gre gospodarsko bolje kot nam. Izvolite. No, jaz bi želel izpostaviti, da je bistveno bolj pomembno za to državo, kot bo jutrišnje glasovanje o zaupnici oziroma nezaupnici vladi, ali nam bodo zaupali tuji partnerji in ali bomo Slovenke in Slovenci zaupali še naprej tej vladi. To mislim, da je bistveno bolj pomembno, kot pa to, kaj bo naredila večina 46 poslancev jutri v državnem zboru. Ker žal smo prišli v tej državi v take razmere, da nimamo vseh stvari več v svojih rokah in žal taki odzivi, kakšen je odziv gospoda Lukšiča, niso najboljši obeti za to, da bi nam zaupala tujina. Tak zakon, kot je pa nepremičninski zakon, pa niso najboljši obeti, da bi tej vladi zaupali ljudje v tej državi. Tako da jaz bi si želel kot državljan zaradi nižjega našega zadolževanja, da bi tej vladi zaupala tako tujina kot mi, vendar pa se bojim, da z takimi potezami ne grejo zadeve v prave smer. Si pa želim, pogledajte, da bi se zmotil. Tako da jaz želim tej vladi vse najboljše in srčno upam, da bo v resnici, če bo dobila zaupnico, svoje delo nadaljevala boljše, kot ga je v dosedanjem obdobju. Mimogrede, gospod Primc, sam še nekaj vas moram vprašati, zdaj ta civilna družba za pravično Slovenijo, ali precej se je špekuliralo, vsaj medijsko, da bo tudi ta civilna družba, mislim, kateri so pač tudi vaše smo člani, seveda. Ste člani in ali bo prerasla v stranko, oziroma nekaj se špekuliralo, da naj bi bistvo nekako zamenjala Novo Slovenijo in Ljudsko stranko. Jaz o teh stvareh nisem z nikomor govoril. Če se je slučajno kdo o teh stvareh pogovarjal z mano, se ni. Tako da jaz to težko komentiram. Osebno mislite, da bi bilo pametno tudi na desnem političnem polu ustanoviti? Jaz imam občutek, da je v tej državi že zdaj preveč strank. Poglejte, če ima Amerika 2 velike stranke, pa ima Anglija danes 3 velike stranke, pa sta v Avstriji 2 res veliki stranki, pa še 2 malo manjši, pa zdaj še 2 manjši nastali, ampak poglejte, ne vem, če smo tako bogati, da bomo financirali eno celo množico strank. Jaz mislim, da je v Sloveniji zaenkrat dosti strank, imam pa kritiko tudi za stranke. Jaz mislim, da se toliko ljudi in toliko skupin poskuša organizirati in narediti stranko, razlog tudi v tem, ker imamo take stranke, kakršne imamo, ki niso sposobne vključevati čim širšega ljudskega mnenja, čim več ljudskih pobud, čim več na nek način idej, ki jih ljudje v tej državi imajo. In seveda, pogledajte, če so stranke za pobude zaprte, če so stranke za ideje zaprte, če so stranke ne nazadnje za sposobne kadre zaprte, potem ljudem več ali manj ne ostaja drugega, kot da začnejo razmišljati o lastni poti. Tako da jaz bi si želel v dobro te države in končno, če hoče tudi v
mislim, da smo sposobni financirati pač še kakšno stranko manj kot je zdaj, da bi enostavno bila kakšna stranka manj kot je zdaj, da pa bi bile te stranke boljše, bolj ljudske, bolj odprte za nove ideje in nove ljudi. In potem, verjemite mi, ljudje ne bodo iskali novih strank. Tako da jaz mislim, da sta rešitev tega našega strankarskega prostora je na obeh straneh, na prvi potezi pa po mojem mnenju so stranke, ki morajo biti bolj vključujoče, kot so sedaj. Gospod Šturm, izvolite. Ja, no, zadnje bi rekel pol ure smo govorili zelo nasplošno, vendar Slovenija je pred konkretnimi izzivi. Ja. In treba bo poiskati konkretne odgovore na konkretne probleme. Prvi takšen konkreten problem prihodnega leta je ta, da bo Slovenija morala samo za obresti plačati 1 milijardo. In to ob proračunu, ob prihodkih, ki znašajo, ki sami veste, nekako predvideno 8 milijard. To je velikanska vsota. In naslednji problem, s katerim se bo morala Slovenija soočiti, je ta, kje dobiti denar prihodnje leto. Kajti prihodnje leto bo treba dobiti denar za dokapitalizacijo bank. Govorijo, da bo to šlo za 5 milijard, to je neka približna ocena, in seveda tudi za tisti primanjkljaj, ki bo sigurno nastal tudi v proračunu. Milijardo, se računa nekaj. Računa se, samo kaj pa če poveč. Če je padla na pol, bo to tudi prihodki. Evropska komisija je zelo kritična do našega predloga proračuna. S preprostimi besedami ne verjamemo. To bodo konkretno vprašanje. O tem danes nismo kaj veliko povedali. Ne? V takšnih zelo težkih situacijah, pred katerimi stoji neka država, neka nacionalna država, je v mnogih primerih smiselno, da pride do oblikovanja čim širše koalicije, velike koalicije. Ne? Da stranke ne gradijo na izključevanju, da ne gradijo na predsotkih in na izločenju, na sovraštvu, ampak da razmislijo o oblikovanjih neke širše koalicije, ki se potem sooči z realnimi problemi in na nje skuša dobiti realne odgovore. Realne odgovore, na katere bo treba odgovoriti, od katerem sem rekel, kako zmanjšati obresti, kje dobiti drugo leto posojilo, po kakšni obrestni meri. Ali se bomo še naprej zadolževali, več kot po obrestni meri, ki je višja v 6%, govorijo, da utegne biti celo 7%, to je katastrofa. Ali bomo prosili za pomoč, mislim? To je, ne vem, to je katastrofa. Ne? Ali lahko dobimo posojila po 1%, Evropski mehanizem stabilnosti zagotavlja posojila za 1%, seveda zahteva pa ureditev javnih financ, oziroma preprosto povedano, verjetno bi želeli zelo točen vpogled v drobovje našega bančnega sistema, v to, kako posluje tudi naša centralna banka, in po mojem prepričanju bi bilo to za Slovenijo zdravilno. Samo, če vas konkretno vprašam, to veliko koalicijo, široko koalicijo, ste mislim, mogoče konkretno koalicijo Janeza Janše in pa Zorana Jankovića, o kateri se špekulira v bistvu, ne, mislim, kot eni alternativi. Nisem govoril o imenih, ne. Vsekakor koalicija, ki bi bila zmožna oblikovati tudi ustavno večino. To se pravi, ki bi imela 70 oziroma 2/3 glasov. Ja, po mojem ja. Kajti nekatere stvari bo verjetno treba reševati tudi na podlagi ustavnih, morebitnih ustavnih rešitev. Gospod Pirjevec, ja. Ja, gledajte, jaz ugotavljam naslednje. Nezaupanje ljudi v politiko je ogromno. Politične stranke nimajo nobenega prestiža več. Tako da mislim, da je vendarle zelo pomembno, da se je pri nas razvil en določen politični diskurs, da so še vendar mladi ljudje, pa tudi stari ljudje, ki so pripravljeni diskutirati o teh zadevah, kako mi tukaj, in da je to en korak naprej k reševanju naših problemov. Seveda, vprašanje $1 milijona bi bilo kako... Milijarde. Milijarde, točno, milijarde dolarjev, ja. Kako rešiti to zagato, v kateri smo. Ampak že to, da vendarle diskutiramo in da se ne streljamo, temveč smo lahko tudi ostri eden do drugega, zaenkrat se nismo še stepli. Je po mojem nekaj pozitivnega. Če bo naša družba prisluhnila, stopila v politično areno, bolj aktivno, kot je, če bodo naši ljudje šli na volitve, ne da ne grejo na volitve, to so velika vprašanja naše bodočnosti. Pa mislite, da bo te alternativne stranke, mislim tudi
tudi taki ste jo vi napovedali in mogoče ne vem, ali se bo na desnici ali pa ta iniciativa za demokratični socializem, da bo zamenjala te politične elite oziroma te stranke, ali kakšen je pravzaprav scenarij, ne? Te stranke se ne bodo kar tako omaknili. Očitno, če sem se jaz angažiral v tej zgodbi, pomeni, da vanjo verjamem. Ampak z druge strani pa moram tudi reči, nisem Nostradamus. Ne morem povedati, kaj se bo jutri na pohodnih volitvah zgodilo. Mogoče se ne bo zgodilo prav nič. Ampak dajmo vsaj se potruditi, da začnemo z eno novo govorico. Po mojem prepričanju, bo treba resno razmisliti tudi o spremembi. Večinskem volilnem sistemu, mislite? Ne nujno o večinskem, ampak o sistemu, ki bi zagotovil trdno vlado. In v taki trdni vladi, ki ima trdno večino, tudi, sem rekel, zelo verjetno nekaj, čemu bi lahko rekli veliko koalicijo. Kajti, Slovenija si v tem položaju ne more privoščiti pahlače mnogih političnih strank. Takšna vlada je neučinkovita. Se ne more soočiti. Mislite, manjših interesov? Vedno je talec partikularnih interesov posameznih strank. Mi smo imeli doslej že zelo veliko takih izkušenj in zdaj gre pa preveč zares, da bi s tem nadaljevali. Treba bo prestrukturirati naše poglede na to. Sorodne stranke naj se združujejo, naj skupaj nastopajo tudi v volilni tekmi. Dejstvo je, da se mi šele učimo demokracije. Mi v naši zgodovini demokracije pravzaprav nismo nikoli imeli. Ne pod staro Avstrijo, v kraljevini Jugoslaviji še manj, v socialistični Jugoslaviji tudi ne. Tako da imamo komaj 20 let. 20 let ne pomeni nič, to vi veste kot zgodovina. Je pa treba, vi ste rekli prej, gledajte, Amerika ima 200, ampak kakšno tradicijo ima Amerika za sabo? Kakšno tradicijo ima Anglija za sabo? Tako da ne moramo zahtevati od našega naroda preveč. Čisto enostavno. Jaz bi rekel svoje, lete, Slovenija vendar nima tako zanemarljive politične tradicije. Mi smo imeli en velik zagon demokratičnih organizacij in demokratičnega gibanja v času razvoja krščansko-socialnega gibanja dr. Janeza Evangelista Kreka in tako naprej. Mi smo takrat dobesedno porodili demokracijo v našem prostoru, jo razvili do zavidljivih višin, veliko tudi po zaslugi dr. Janeza Evangelista Kreka. In jaz ne bi te tradicije zameglil. Je pa seveda res, da smo potem imeli dolgo obdobje in generacij ljudi, ki te izkušnje niso imeli. To se pa strinjam. Bi pa želel nekaj povedati. Naša 80 leta so bila zavidanja vredna, kar se tiče naše politične kulture. Ampak tisto, kar bi želel povedati, pogledajte, ne glede na moje stališče o tem, da je mogoče kakšna stranka preveč, želim pa dati možnost in si iskreno želim, da bi vsa ta gibanja, ki nastajajo in se bodo morda pretvorila v stranko, dala največ, kar lahko dajo od sebe in jim želim pri tem vso srečo. Poglejte, to so ljudje, ki so entuzijasti, imajo voljo in jaz mislim, da najmanj, kar potrebujejo, da jim vsi mi skupaj damo priložnost. In da pokažejo, kaj znajo. In da enostavno, če lahko kaj pozitivnega v ta prostor prispevajo, potem hvala Bogu. Če se pa pač bo izkazalo, da ne, bo pa itak šla zadeva svojo pot. Logično. Tako da vso srečo želim vsem, ki se podajate na to pot. Zaradi tega pravim jaz, dajmo našim ljudem, našim volivcem možnost, da odločajo. Ne, da bo Evropa odločila od nas. Naši volivci naj odločajo. Mogoče gospod Škof, glede na to, da ste iz Vseslovenske ljudske vstaje, zdaj me zanima, kakšna bo v bistvu potem strategija vstaniškega gibanja, mislim, naprej. Ja, mislim, zdaj smo naredili en velik korak, ko smo se odločili, da bomo vstopili tudi v aktivno politiko, ampak sigurno bomo pa ostali tudi na slovenskih ulicah in na trgih in verjamem, da bo gibanje tudi te politične alternativi, če se bo izkazala, da ni pravilna, da dela napake, odreklo zaupanje in se postavlja tudi proti njej. Se pravi, v bistvu se ne strinjate z gospodom Adamom, da vstajniki dajo preveč manevrskega prostora tej vladi, da so pripravljeni dati precej več, kot so ga dali Janeza Janše. Mislim, to ni odvisno samo od nas. Mi smo na ulicah ostali tudi po padcu vlade Janeza Janše, ampak nekateri
protestniki so bili pač očitno zadovoljni takrat za tem, menili so, da se kaj več ne da spremeniti, da hkrati so dali tudi priložnost tej vladi, ki je takrat šele nastopila, da mogoče pokaže, da je sposobna do nekih sprememb pripeljati, ampak danes vidimo, da temu ni tako in nove demonstracije bodo že konec meseca in Dobro. Jaz bi sam še rezultate glasovanja, mislim, da nekaj več kot 100 ljudi ali pa 120, 104 je klicalo in mislim, da je 8, večina jih je vendarle podprla poziv za lustracijo, mislim, da je preko 80%, 20% pa ne, mislim. Kaj pravite na to, mislim, ali so na tak rezultat glasovanja, samo na kratko, oziroma, mislim, vse smo že v tej ilustraciji, smo na začetku govorili, ali je sploh možno, oziroma, ali po posameznih segmentih vi ste govorili o sodstvu, ali v tem trenutku, po mojem parlamentu, ni večine, ki bi neke ilustracijske zakone sprejeli. Kaj pravite, gospod Šturm? Dvomim, da bi ta parlament se odzval na to. Ljudje pač bi rekel, da to čutijo kot problem. To je bolj za debato, mislite, da je sprožil? Kot eden od nerešenih problemov, ki bremeni seveda marsikaj. Kaj pa gospod Pirjevec, kaj vi pravite, v bistvu je sploh še možna debata? Veste, kaj vam povem? To je vaša publika. To sem vam že zadnjič povedal. Nič se čudim. Dobro, ampak mislite, da je sploh možna debata v tej sestavi parlamenta? Jaz mislim, da ne. Dobro. Jaz bi se vam seveda zahvalil za sodelovanje na vsečni oddaji Vroči stol, za zanimivo razpravo. Več stvari smo odprli, nekatere bolj podrobno, nekatere bolj površno. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in lahko noč.